Dober dan vsem, hvala lepa za povabilo in besedo. Jaz do 8. zjutraj niti nisem vedel, a se bom lahko udeležil ali ne, in tudi nisem pravzaprav se posebej pripravljal v ta namen, ampak mislim, da je prav, da povem tisto, kar kot zdravnik vem o dejanski nevarnosti konoplje za zdravje ljudi. Čeprav danes govorimo o industrijski konoplji, ne, pa ima ta razvrstitev konoplje kot rastline, psihoaktivne rastline na seznam prepovedanih drog po zakonu o preprečevanju, po zakonu o proizvodnji in prometu z drogami pač določen vpliv na vse, ne samo na raziskovanje te rastline, ampak tudi na njeno uporabo, tako v industrijske kot v medicinske namene. Zato je prav, da pravzaprav razpravljamo in govorimo o tem, kako je pravzaprav prišlo do tega, da je ta rastlina, ki ima več različnih namenov in ki ima poleg določenih tveganih nevarnosti, ki jih ima lahko za zdravje, če se jo škodljivo uporablja in zlorablja, ima seveda veliko pozitivnih lastnosti, pozitivnih vplivov lahko na posameznika, na družbo, na industrijo, skratka na državo. O tem ste nekaj danes že slišali. Mi smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v letu 2013-2014 začeli razvijati projekt, ki smo ga poimenovali Povezovanje, raziskovanje politike in prakse na primeru konoplje, in naša želja je bila, da bi, in smo tudi izbrali večino dokazov o koristnosti konoplje, ne samo za zdravje, ampak tudi v industriji in kozmetiki, za prehrambene namene in tako naprej, in da to znanje potem na primeren način skomuniciramo političnim odločevalcem in praktikom. No, v teh 2 letih, ko je bilo to, moram reči, kar precej pionirsko delo, ne samo za področje konoplje, ampak nasploh imamo pri nas kar velike težave pri prenosu znanja v politiko in prakso, nekje se pač zatakne, manjkajo nam tisti vmesni členi in na eni strani imamo potem raziskovalce, ki pač ostanejo s temi podatki in informacijami, na drugi strani odločevalci, ki jim ti podatki manjkajo in odločajo brez teh podatkov, bolj na podlagi različnih interesov, ideologije, stališč, skratka premalo se uporabljajo informacije in podatki pri političnem odločanju. To pa še kako velja za področje, ki je nekje na meji, bi rekel, še vedno dovoljenega, ki je stigmatizirano, ki je pač izločeno nekje iz tega konvencionalnega razmišljanja, in to je verjetno tudi en razlog, zakaj nas je danes v tej dvorani toliko malo. Enostavno je tisti, ne samo tisti, ki konopljo zlorabljajo in si pri tem škodijo svojemu zdravju, ampak tudi tisti, ki imajo dobre namene, ki želijo pač prispevati nekaj dobrega za posameznike in družbo, bodisi za zdravje posameznika. Vemo, da ima konoplja velike potenciale v medicini, ampak so pač zaradi prohibicije neizkoriščeni. Vemo, da tudi tisti, ki želijo raziskovati to področje, da naletujejo na vsakem koraku na številne ovire, da so sami stigmatizirani in izključeni celo iz lastnih vrst strokovnih, in vse to lahko razumemo, če pogledamo pravzaprav zgodovino, kako je pravzaprav sploh prišlo do razvrščanja posameznih drog. Zelo na hitro, saj večinoma poznate to, imamo 3 mednarodne konvencije, katerih je pač zaprisežena tudi naša država in se jih dobro drži in jih izpolnjuje.
ampak premalo se ve, da te mednarodne konvencije temeljijo na dveh imperativih, ne samo na temu restriktivnemu imperativu, ki prepoveduje dostop do določenih psihoaktivnih rastlin in snovi v škodljive namene, ampak da te konvencije ravno tako imajo poudarek na omogočanju, na permisiji, ko gre za dovoljevanje oziroma omogočanje psihoaktivnih rastlin in snovi v raziskovalne in medicinske namene. In to velja posebej za konopljo, ki so jo pač pred 80-90 leti razvrstili na ta seznam in to ne na podlagi medicinskih dokazov, ampak na podlagi nekih drugih interesov, lahko bi rekli političnih interesov, in tukaj je še vedno ostala. V zadnjih letih je seveda prišlo do, desetletjih je prišlo do veliko več znanja, kakor je bilo v tistih časih, in odkrili so znanstveniki, zdravniki tako imenovane endokanabinoidni sistem v človeškem telesu, pravzaprav so dokazali, da je ta konoplja da ima veliko pozitivnih učinkov za zdravje, ki morda odtehtajo negativne učinke na zdravju. Zato se danes veliko dela na predlogu, da bi konopljo nekje ponovno preučili, ne samo konopljo, tudi različne druge rastline, ki so bile uvrščene na ta seznam, medtem ko nekatere veliko bolj zdravju škodljive rastline in psihoaktivne snovi sploh niso na tem seznamu, mislim na tobak in alkohol. Skratka, gre za neko ne samo anomalijo znanstveno, tudi za neko dvoličnost, problem morale in tako naprej. Vse to so žal s pridom izkoristili pač tisti politiki, ki jim je bolj mar za zdravje ljudi, ampak predvsem za svoje kariere in politične točke, in to se danes še vedno dogaja. Zato je prav, da strokovnjaki in znanstveniki opozarjamo in razkrivamo, koliko dejansko je nevarna konoplja za zdravje ljudi. Kar nekaj poskusov je bilo v zadnjih letih tudi v Evropi narejenih. Na diapozitivu imate samo pač eno tak primer raziskave angleških raziskovalcev, ki so dokaj objektivno pač rangirali ta tveganja, ki jih imajo različne psihoaktivne snovi za zdravje ljudi, pa tudi za zdravje drugih ljudi, ne samo, to se pravi, družbe oziroma drugih ljudi. Ni le po 16 kriterijih, zelo rigorozno je bilo to klasificiran, ne. Situacija, ki pri tem pa ni bilo pravzaprav upoštevan vseh pozitivnih učinkov, ki jih ima lahko konoplje. Ta razvrstitev se ukvarja samo z škodljivimi vplivi in tveganji, ki jih nedvomno imajo psihoaktivne rastline in snovi lahko, ampak če zdaj damo to v širšo perspektivo in kontekst in če dodamo v primeru konoplje vse tisto, kar konoplja lahko ponudi posamezniku, družbi, državi, industriji, ekonomiji, seveda potem bi bila slika še popolnoma drugačna. In lahko z mirno vestjo in z upoštevanjem kodeksa etike deontološkega medicinskega trdimo, da je potrebna reklasifikacija te konoplje. V slovenski uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog je konoplja še vedno v prvem razredu najbolj škodljivih psihoaktivnih rastlin in snovi, skupaj z na primer heroinom, za katerega vemo, kakšno škodo lahko naredi posamezniku in človeštvu, medtem ko so nekatere druge ravno tako pravzaprav veliko bolj škodljive snovi, kot je konoplja. Govorim o raznih farmacevtskih psihoaktivnih zdravilih, benzodiazepinih,
uspavalih in tako naprej, te so pa nekje v tretji skupini med psihoaktivnimi snovmi, ki so manj nevarne in ki se lahko uporabljajo v medicini. Skratka, to anomalijo, na katero danes opozarjajo znanstveniki po celem svetu, opozarjajo politike, odločevalce, je treba odpraviti. Ponovno je treba preučiti pač ta seznam v uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog in oceniti dejanska tveganja za zdravje. Potem bo verjetno prišlo do predloga, da se reklasificira, da se konoplja razvrsti v ustrezen razred, upoštevajoč vsa tveganja, ki jih ima, ampak upoštevajoč tudi vso dodano vrednost, ki jo ima lahko tako v medicini, kot v industriji, kot v kozmetiki, v prehrambeni industriji in tako naprej. V bistvu bi bilo to vse, kar sem želel povedati. Dejansko bi s to reklasifikacijo dosegli to, da bi zmanjšali to stigmo, te ovire na tem področju, sprostili bi raziskovanje, ki ga nujno rabimo tako v medicini, kot v industriji, kot v kmetijstvu na tem področju, in ocena vse večjega števila raziskovalcev je, da bi s tem pač naredili veliko dobrega za ljudi in družbo. Hvala lepa. No, komentiral bi samo to, da je dejansko na agendi poslanske skupine Združene levice tudi uredba o razvrstitvi, vendarle, kot rečeno, teren je treba mehčati, razumevanje med ljudmi, tudi s takimi dogodki, kad je naš postaja vedno večje in ta, rečemo, psihični, psihološki, vnaprejšnji odpor, upam, da na tak način uspešno zmanjšujemo.